Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Moja zgodba, tokrat bo posvečena tematski reviji slovenskega zgodovinskega magazina Slo, časi, kraji, ljudje pod naslovom Slovenija in totalitarni časi. Revija je šla pri založbi Družina, uredil jo je dr. Jože Dežman, ki je danes tudi naš gost. Najprej dober večer. Dober večer vsem. Ja, predstavitev revije, ki je bila pred dnevi v Muzeju novejše in sodobne zgodovine v Ljubljani, in o tej tematski številki so spregovorili številni avtorji besedil, torej teh je več, pa vas, dr. Jože Dežman, prosim, če bi nam na kratko orisali ta projekt, torej tematske revije, ki je posvečena drugi svetovni vojni oziroma času ob sklepu nje. Mislim, da je vsaka obletnica je pomembna. Kot smo ob 100-letnici od prve svetovne vojne smo doživljali pravo kulturno renesanso. Tukaj je 80 let. Kulturne renesanse bo verjetno mogoče morabili več kot 20 let še, ampak kljub vsemu v enem omejenem prostoru smo z besedili, z več 100 fotografijami, prilogami skušali dopovedati vse, kar se da povedati, in tudi nakazati stvari, ki jih bo mogoče še treba povedati. Ob tem bogastvu fotografij je treba povedati, da se dejansko Muzej novejše sodobne zgodovine kaže kot osrednja fotografska zakladnica in se jim zahvaljujem za odlično sodelovanje. In pa izhodišče je pa seveda takšne številke, kot je Slovenija, časi, kraji in ljudje, Slovenija in totalitarni časi, v Socialistični republiki Sloveniji ne bi bilo. Bila bi prepovedana. Ne bi jo mogli biti, ker o njej niti razmišljati ne bi mogli. Tudi v bolj svobodnih okoljih, recimo v politični emigraciji, ki je drugje v tujini, jo ne bi mogli napisati, ker dejstev zaradi skrivanja, zaradi te strašne železne zavese ne bi mogli biti. Tabuji, mitomanija, laži, tituizma so preprosto Slovenijo poplavali in pod to, jaz bi rekel, terapijo, komunistično, smo še vedno in rabimo eno šok terapijo, da se zbudimo. In ta terapija je seveda resnica dejstva. In to so vprašanja, na kere odgovarjamo, so zelo stara. Jaz bi le tukaj spomnil Hriber omenil, ki je leta 84-85 spraševala, ali zoper okupatorja k sovjetizaciji ali zoper sovjetizacijo z okupatorjem. Govorila je o tem groznem sovraštvu, ki je bilo. Skratka, ta ločitev duhov je nedvomno posledica tega življenja v laži. Taki prelomni projekti, ki so se dogajali, naprimer Temna stran meseca, Med kljukastim križem in Rdečno zvezdo in tako naprej, se v bistvu dogajajo vzporedno tudi z tem našim odpiranjem, s to evropsko, bi rekel, renesanso spomina. In en tak pogled sem dal tukaj na začetek, ko je Niall Ferguson se vprašal, na podlagi ateizma ni bila nobena družba organizirana, da so vse propadle. To je en tak izziv, ki se lahko pogovarjamo, in jaz bi zdaj, če omenim, naprimer mi med temi prizori temeljnimi govorimo tudi o molitvi za odrešitev, in so fotografije s pokorne procesije leta 1943 na Rakovniku, ki je bila mogoče največji izhod slovenskim med drugo svetovno vojno za odpuščanje in rešitev, in pa potem ilustracija pomena vere za preživetje, so pa vpisi zahvalni za rešitev v vojni k Mariji pomagaj na Brezjah, in to je iz leta 1956. To je prva romarska knjiga, v njej kar mrgoli tega temeljnega upanja na božjo pomoč. In jaz bi rekel, da mogoče tako kot te dve strani kažeta pomen vere in cerkve v totalitarnih časih in stiskah, zlepa ne bomo najdel podobnega. In podobno je tudi to, da sam izhajam naprimer iz tega izhodišča, da ne smemo gledati samo tega usiljenega razmerja med rezistenco, kolaboracijo ali, ampak da preprosto, ko primerjamo eno tabelo totalitarnih režimov,
se pravi fašizem, nacionalsocializem, jugoslovanski oziroma slovenski komunizem in sovjetski, in pač kaj se nam pokaže. Če zgleda kot raca, kvaka kot raca in hodi kot raca, je pač raca. Ne, to pomeni, če je kult vodje, če je enopartijska diktatura, če je policijska država, če so vojni zločini proti človeštvu, če je sistematično kršenje človekovih pravic, če to poklukamo, je to. Na drugi strani seveda pa mi z vsem spoštovanjem govorimo o tem, da to je bila zmaga, dobili smo 4406 kvadratnih kilometrov zemlje do Londona leta 1954, ampak ni bilo svobode. To je tisto temeljno nasprotje, ki ga moramo razumeti. In jaz izhajam, naprimer, iz tega, da pridobimo ozemlje, pridobimo omejeno državnost, ampak zmaga je bila poraz zmagovalcev, tako kot so jo nam upeljala. In recimo France Bučar je leta 1988 zapisal, navajam, v tej osvobodilni vojni so torej poraženci bolj ali manj vsi udeleženci, tako na eni kot na drugi strani. Edini zmagovalec in dobitnik je bila komunistična partija v svoji najvišji vodstveni strukturi, glavni poraženc pa je seveda bil in ostal slovenski narod. France Bučar. Jera Vodušek Starič leta 1992. Ona piše o oblikah revolucionarnega terorja, ki je prinesel, citiram, zatiranje nacionalnega osvobajanja, v katerem so Slovenci postopoma korakali že celo stoletje. To se pravi, je ta številka v bistvu tudi narodno osvobodilna, če temu tako rečemo. In če dodamo še pač Ustavno sodišče Republike Slovenije je več kot 10 odločitvah določilo, da komunistična zmaga ne pomeni tudi svobodne družbe. Ne? In pogoje za njo vzpostavi šele samostojna Republika Slovenija. In zato pravim, da ta številka je zmaga Republike Slovenije. Potem je drug tak resen fenomen, ki ga ta številka odkriva, je, da je ena urejena država ima urejene popise prebivalstva in če Ljudska in Socialistična Republika Slovenija po tem merilu nikoli nista bili državi. Nista se začeli kot država, sej Milan Grol označuje Jugoslavijo kot klavnico, še manj sta bile pa potem, ko sta bile lažnivke. Nikoli ni bilo možno javno zavedanje o obsegu žrtvovanja prebivalstva. In v tej številki mi iz popisa Inštituta za novejšo zgodovino, ki so ga, hvala Bogu, zdaj odprli javnosti, odkrivamo za novo obdelavo teh podatkov, da je ta barbarska evidenca, te pomanjkljivosti popisov, da moramo se tega, da prijemo do človeka, do posameznika, da je to temeljno izhodišče, da presežemo to ločitev duhov med mrtvimi in živimi. Potem se seveda pokaže, v partizanih pade več kot 28,000 žrtev, ampak v okupatorskih in protikomunističnih enotah pa ravno toliko. Se pravi tudi 28,000, se pravi približno 1,9% prebivalstva je bilo vidnega, 1,9% moškega prebivalstva je bilo nevidnega. Ja, pol zgodovine je manjkalo, kako je to mogoče? Potem povsem jasno je, Slovenija ni enotna pokrajina. Naprimer, če vzamemo samo ta procent, koliko je partizanov in koliko nepartizanov med mrtvimi, v Prekmurju je 84% nepartizanov, v Ljubljanski pokrajini je 62% nepartizanov, na Spodnji Štajerski 56% nepartizanov in edina resna pokrajina partizanska je Primorska, ampak še ta zato, ker po kapitulaciji Italije se množica Primorcev iz italijanske vojske prelije v partizane. Ampak skratka, Slovenija ni ena, to je mnogo Slovenij, ki imajo vsaka svojo usodo. In zdaj naslednja stvar, ki je temeljno spraševanje, ki pa se ne tiče samo popisa Inštituta za novejšo zgodovino, ampak okupatorjevih popisov lastnih izgub. Recimo, če v Sloveniji je mrtvih 28,000 partizanov, recimo 15,000 borcev protikomunističnih enot, nemške enote do konca leta 1944 zgubijo 3,000 ljudi. Italijanske enote do kapitulacije Italije 1,000. Se pravi, imamo eno razmerje, da je slovenskih vojaških žrtev v bistvu več kot 50,000, 53,000, okupatorskih manj kot 5,000. Ja, kakšno je to dogajanje tukaj? In to nas seveda pelje potem naprej. Vojna se razname šele po kapitulaciji Italije zares. Do takrat je okrog 560 mrtvih na mesec,
potem jih je več kot 2000 na mesec. In vse te stvari so okostje te revije. Se pravi, na eni strani fotografsko, slikovno gradivo, na drugi strani statistike, številke, vse gre pa k posamezniku. In ko mi številko začenjamo, sem jaz izbral kot te posameznike, ki resmo kažejo to raznolikost. Vladimir Vavhnik, največji slovenski vohun, zamolčan. Ivan Hribar in njegova žrtev samomor ob prihodu okupatorja. Ivan Miklavc, pilot, ki napade Dunaj ob aprilski vojni leta 1941, ga se strelijo in preživi vojno v ujetniških taboriščih. Ivan Keran z 2 rušilcema pobegne, se pravi oficir kraljeve jugoslovanske vojske, potem je bil minister v kraljevi vladi in Titov admiral. Leta 1946, ko se vrne v Kranj, niti pokojnine mu ne dajo. In seveda Danilo Zelen, simbol prvega upora proti okupatorju. Skratka, to je tisto bogastvo in zdaj mi bomo slišali v današnjih zdaj teh nagovorih z te naše tiskovne konference, bomo slišali Marka Štepca, ki dejansko razmišlja o tem, kako je prva vojna rodila drugo, potem seveda Katarino Jurjavčič, ki obravnava izjemno zanimivo temo, kako je bila režirana partizanska fotografija, potem dr. Monika Kokelj-Kočevar, izjemna poznavalka v 2 temah, eno so prisilni mobiliziranci v nemško vojsko, to je izrazito težka tema, se pravi, ljudje, ki ne bi smeli biti mobilizirani po mednarodnem pravu so in potem kot žrtev okupatorja doživijo v Titovi Jugoslaviji sistematično diskriminacijo, da ne bi prišli do upravičenih odškodnin nemških. Potem Irena Uršič, primorski Slovenci v italijanskih oboroženih enotah, izjemen je prispevek Aleša Noseta o ilegalnem odporu in protikomunističnem uporu demokratične strani. Jaz bi le tukaj rekel, da je Aleš Nose en od velikih mecenov slovenskega zgodovinopisja, kjer je sam vzpostavljal v bistvu eno celo tradicijo te raziskave protikomunističnih enot. Na to je drugi prispevek Monike Kokelj-Kočevar o okupatorskem nasilju. Predlagam pa, da potem, ko slišimo te predstavitve, da omenimo še avtorje, ki jih na konferenci ni bilo. Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Moja zgodba. Tako pa predajmo besedo Marku Štepcu. Vse skupaj se je pravzaprav začelo s pogovorom, ki je bil nadgradnja pogovorov, ki jih imava midva z Moniko, ko sva skupaj gor zaposlena prek hodnika, namreč na temo primerjava prva in druga svetovna vojna. Ugotavljava, da gre za očete in za sinove, ugotavljava, da gre za ljudi, ki so pravzaprav v vojni izgubili vse vrednote, življenja, zdravje, svojce, sorodnike, ki so potem seveda naostrili ta svoj pogled na svet in praktično minilo je 20 let, ko so bili v drugi vojni, nekateri nižji častniki so postali višji častniki, nekateri so postali načrtovalci, maščevalci, rodile so se vmes nove generacije, ki so za drugo vojno dopolnile točno toliko let, da so pravzaprav lahko bile nov, da rečem grdo, topniška hrana za topove. Namreč, in seveda, moja želja primarno je bila narediti neko primerjavo, kar bi zahtevali zelo ambiciozno študijo, ker seveda določene stvari so si med obema vojnama izjemno podobne. Govorim o lokacijah, na katerih so se borili Slovenci, govorim o lokacijah, kjer so bila taborišča, begunska taborišča, govorim o vrednotah, ki so propadle, govorim nenazadnje o nezadovoljstvu, ki se pojavi v zaledju vojne in z tega konteksta potem nastane tudi, revolucija, boljševiška revolucija, svetovna revolucija in tako naprej, kar potem kreira 20. stoletje. Na eni strani seveda, če povzamem, govorimo na neki strani o materialnih zmožnostih, kjer prva svetovna vojna postavi temelje, da za drugo ni bilo potrebno razmišljati,
kako postaviti barake za taborišča. Ni bilo potrebe razmišljati, kako racionalizirati prehrano, kako vzpostaviti preskrbovalne sisteme in vse te stvari. Drug vidik seveda pa je psihološki. Ne? Ljudje, ki so pravzaprav izgubili vrednote, so si želeli nekega novega sveta, so na to vezali določena pričakovanja in tako naprej. Vojna, kot se je končala, zgodovinarji prve svetovne vojne vemo, da to naj bi bila vojna, ki naj bi končala vse vojne, vemo pa, da mirovne konference med leti 1820 ne samo, da niso rešile ključnih problemov, ampak so pravzaprav zasejale semena novih vojn, lahko rečemo, kar v množini. Zdaj, to je en najbolj citiranih, pa tudi najmanj preverjenih pravzaprav citatov, ampak srbski zunanji minister Pašić je rekel, da je vrst razočaran šel iz mirovnih pogajanj, kljub vsemu, da je Srbija bila na strani antantnih zmagovalcev in je rekel, da bo seveda nova vojna zelo kmalu, oziroma mislim, da je on uporabil pojem za 10 godina biče rata, ne? Kot je rekel v originalu, seveda uresničilo se je to 20 let pozneje. Zdaj, kaj sem pa seveda uresničil v tem svojemu kratkem eseju? V bistvu sem preprost gradil na 2 oziroma 3 osebah. Prvi je bil fizik, doktor fizike Erwin Schrödinger, ki je napisal spomine. V teh njegovih spominih nastopa tudi Ljubljana, ki je tam, ko beremo, kaj se v Ljubljani dogaja, je skoraj da uresničil, da rečem, modernistične sanje, da je Ljubljana neka velika prestolnica, kjer je množica ljudi. Vprašal se je v dnevniku, res je obupno, ljudje se navadijo na vojno, kako bomo zdržali mir? Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba. Tako v svojem besedilu, v delu njega dr. Marko Štepec, o bogati partizanski fototeki Muzeja novejše in sodobne zgodovine pa Katarina Jurjavčič. Jaz sem se znašla že pred 20 leti v muzeju. Takrat je bil muzej glih v stopnji začetkov digitalizacije. Potrebovali so nekoga, ki hitro tipka, in to lastnost imam še danes. Tako da sem v bistvu spoznala vse te pasti zbirke Tekoče gradivo, v kateri se nahajajo tudi fotografije partizanskega odporniškega gibanja. En tak prelet arhivskih virov lahko pove o tem nastajanju partizanske fotografije pri nas, ki je začela nekako nastajati najprej konspirativno, potem v začetku leta 1944 pa se organizira, in sicer v 2 fotosekcijah, fotosekciji glavnega štaba, partizanskih enot in fotosekciji SNOS-a, in predvsem fotografi, torej v fotosekciji SNOS sodelovali v okviru odseka za informacije in propagando. To je pritegnilo mojo pozornost in sem v bistvu začela gledati gradivo, predvsem iz tega propagandnega vidika, torej na kakšen način je nastajalo, zakaj je nastajalo, kakšni so ti motivi, ki so nastajali, ali imajo kakšno podlago. In jo imajo jo v načrtu Franja Veselka, ki je bil vodja, torej fotosekcije pri SNOS-u, in je tudi napisal navodila, torej kaj fotografi pravzaprav naj fotografirajo. Torej partizane, ki hodijo v koloni, partizane in civilno prebivalstvo, ki mu pomagajo, primer partizane pri maši, cerkvene pogrebe in tako dalje. Torej to so nekako izpostavljeni motivi, ki bi jih oni morali nekako zajeti. In gradivo to na nek način tudi odraža. To stanje, recimo, če lahko tako rečem. Je pa zelo zanimiva tudi sama komunikacija, torej med vodjo Franjo Veselkom in torej vsemi fotografi, ki so pač delovali na terenu. Vsak je imel seveda čisto svoj položaj, odvisen tudi od njegovega karakterja in tako dalje. Nekatere zgodbe se pravzaprav šele danes razrešujejo, če bi lahko tako rekla. Tako da vse te zgodbe so v nekem nastajanju, vendar so se pojavljali predvsem neki zadržki, kaj z motivi, predvsem zdravstva. Recimo, precej je bil spor o Franjo Veselko z Janezom Milčinskim kot zdravnikom, ki je veliko fotografiral, in vemo, da je imenitna ta zdravstvena fotografska dokumentacija, ki jo je zapustil v našem muzeju. Tako da je mogoče en tak zelo zanimiv vidik, kako pravzaprav gledati to našo fotografijo, ki jo hranimo na približno 1000 originalnih negativih in ogromnim številom reprodukcij. Gradivo je sorazmerno dobro dokumentirano,
pravim sorazmerno, ker so res precejšnje napake, vendar ravno zaradi tega, ker je bilo centralno organizirano, torej ker je od leta 1944 potekalo centralno zbiranje, v obeh fotosekcijah se je uspelo to gradivo ohraniti do take mere, da imamo danes pravzaprav skoraj 165.000 posnetkov iz časa druge svetovne vojne v našem muzeju. Hvala. Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče. To je bila Katarina Jurjavčič. Prisluhnimo doktorici Moniki Kokalj-Kočevar, ki je pripravila članek o slovenskih fantih, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko. Tema prisilne mobilizacije v nemško vojsko me spremlja pravzaprav že celotno službeno kariero, da tako rečem. Že leta 90 in potem 91 bila zraven, ko so v muzeju pripravljali prvo razstavo o prisilni mobilizaciji v nemško vojsko. Tudi na prvih sestankih prisilnih mobilizirancev v Kranju sem bila in dejansko se je videlo, kako je bila ta tema, da rečem, zatrta, kako se o tem ni govorilo in kako se je takrat čutilo, da pa le prihaja zdaj nek drugačen veter, čas, ko bodo pa lahko tudi oni pripovedovali. In dejansko so v nekaj letih do leta 1995 so se prisilni mobiliziranci uspeli organizirati v različna društva in pa tudi v skupno društvo, ki jih je povezovalo. In kot taki so potem uspeli tudi dobiti status žrtev vojnega nasilja. V prvi fazi seveda so želeli delati popise, zbirali so gradivo, hodili celo v arhive, delali izpise, pa vendarle to so bili že starejši gospodje, ki so nekje na sredi poti malce izgubili energije in potem smo pa nekateri od nas to prevzeli in nadaljevali. Za Gorenjsko sem to pravila jaz, Štajerska pa nekako še čaka in tudi Štajerska si zasluži, da se jo dobro obdela, ker tam je le bila glavna številka prisilno mobiliziranih. Takrat končno bomo še lahko govorili o tem, ali je skupno število prisilno mobiliziranih 70.000, ali jih je 80, ali jih je 90.000. Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Tako v delu svojega besedila doktorica Monika Kokalj-Kočevar. No, zdaj pa gremo k Slovencem v italijanski vojski. Prispevek o tem je pripravila Irena Uršič. Primorski Slovenci so se z italijanskimi oboroženimi silami začeli srečevati že leta 1922, ko so odhajali na redno služenje vojaškega roka kot italijanski državljani. Tistega leta je Goriška straža, ki jo je urejal pisatelj France Bevk, te fante pospremila z eno lepo mislijo. Fantje, vi ste naša kri. Poskrbite, da ta kri ne zvodeni, da se ne pokvari, da se ne zmeša s tujo krvjo. Vi ste cvet in seme našega naroda. Ostanite zdravi, pošteni, verni, zvesti svojemu narodu, ki kliče ob vašem odhodu, Bog z vami na srečno svidenje. Med letoma 2007 in 2017, ko sem opravila intervjuje z 69 mobiliziranci, sem ugotovila, da so se nekako držali, bom rekla, teh nasvetov, da naj služenje italijanski vojski nekako izkoristijo sebi v brid. Primorski Slovenci, torej Slovenci zahodno od Rapalske meje, so bili tudi prvi Slovenci, ki so se z vojnimi preizkušnjami srečali že 4 leta pred začetkom druge svetovne vojne oziroma 6 let pred Slovenci v Kraljevini Jugoslaviji. Torej že leta 1935, ko so odhajali v Etiopijo, 1936, potem od 1936 do 1939, ko so odhajali v Španijo in bojevali na Frankovi strani, in leta 1939, ko so sodelovali v napadu na Albanijo.
Med drugo svetovno vojno za Italijo, ki je vanjo vstopila 10. junija 1940 in potem kapitulirala 8. septembra 1943, so se bojevali na vseh bojiščih, kjer se je bojevala Italija, torej od vzhodne fronte do severnoafriške fronte. Sodelovali so tudi pri napadu na kraljevino Jugoslavijo in nekateri delovali tudi na ozemlju Ljubljanske pokrajine vse do kapitulacije Italije. Edward Kocbek je 43. leta zapisal zelo pomembno razmišljanje in ga potem tudi v listini objavil. 1,5 milijonski narod, slovenski narod, ima ponovno svoje sinove na vseh frontah, na vseh bojiščih. Prej ali slej bomo morali pokazati spoštovanje tistemu trpljenju, ki so si ga ti fantje morali ne po svoji volji naložiti na svoje rame in na svojo dušo. To razmišljanje seveda v časih komunistične oblasti ni imelo v družbeno-politični stvarnosti posebne teže. Namreč, če vzamemo za primer, torej Slovenci, ki so bili v italijanskih oboroženih silah, so najvišje po vojni v družbeni hierarhiji povzpeli, torej tisti, ki so dezertirali iz italijanske vojske in potem se izkazali v partizanskem gibanju oziroma varnostno-obveščevalni službi. Bili so odlikovani z redom narodnega heroja. Na drugi strani imamo italijanske vojake, ki so jih izurile zavezniške obveščevalne službe za padalce in ki so pravzaprav bili prvi, ki so poskrbeli za vez med partizani in zavezniki na slovenskem ozemlju. Večina jih je bila likvidiranih od komunistične organizacije OZNA. Potem množično, recimo italijanski vojaki slovenskega rodu, ki so prestopali v prekomorske enote. Če povem samo en statistični podatek, do leta 1990 jih je okoli 8.000 oddalo prošnje za priznanje statusa borca in posebnih pravic za pristanje posebne delovne dobe. Manj kot 2.000 jih je bilo ugodno rešenih. Recimo, da bi jih imenovali drugorazredni partizani, čeprav so vstopili v prekomorske enote z vsem srcem, so željo, da pomagajo pri osvoboditvi domovine. Nekateri so se po kapitulaciji Italije, velik delež, se jih je uspel vrniti domov in se tudi tu vključiti v partizansko gibanje. Kolikor sem govorila torej z mobiliziranci nekdanjimi, so seveda z vsem srcem vstopili v to in niso nikakor ne razmišljati o sistemu po vojni oziroma misel, da bi po vojni nastopil drugi totalitarni režim, jim ni bila tako pomembna, kot jim je bilo pomembno to, da govorijo v slovenščini, da na svoji, torej primorski rodni zemlji, hodijo v slovenske šole in govorijo svoj jezik. Potem skupina ljudi, Slovencev v italijanski vojski, ki so ostajali v etništvih, bodisi zavezniških po celem svetu, od Amerike, Afrike, Evrope, Azije, Avstralije, in pa tisti, ki so bili tudi v nemškem etništvu in se po vojni vračali domov, so bili zasliševani v smislu, da ničesar niso storili za domovino. Pod to težo so v bistvu živeli še naprej. V skrajnih okoliščinah pa so se znašli tisti, ki so preživeli vzhodno fronto in ki so preživeli sovjetska otniška taborišča. Namreč statistično, če gledam ne samo Slovence, ampak celoti italijanske vojake, le 10% se jih je vrnilo iz sovjetskih ujetniških taborišč. V času spora z Informbirojem so bili pod drobnogledom nekateri obtoženi, kaznovani in celo obtoženi sodelovanja z NKVD. Čisto sklepna misel še na koncu, torej po drugi svetovni vojni je KUZO, se pravi Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev, evidentirala 27 žrtev med Slovenci v italijanski vojski. Zveza borcev jih je evidentirala 13, to lahko bi rekli, da jih je dojela kot zločin, vendar pri tem je tudi ostalo. Torej niso jim posvečali, oziroma spomin nanje je bil izbrisan, nenazadnje nobene žrtve ni bilo na nobenem spomeniku. Inštitut za novejšo zgodovino je evidentiral 1316 žrtev med Slovenci v italijanski vojski in naj na koncu povem, da
Pravzaprav so prvič dobile slovenska imena, slovenske priimke, svojci so prvič marsikateri izvedeli, kje so pokopani njihovi svojci. Istočasno pa Italija po 80 letih še vedno vodi svoj seznam žrtev, med katerimi so tudi Slovenci in še vedno po italijančinimi imeni in priimki in še vedno kot tisti, ki so umrli za domovino, caduti per la patria. Toliko, hvala lepa. Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Slišali smo Ireno Uršič, zdaj pa še čas za protikomunistične enote, o njih je pisal Aleš Nose. Kakor je gospod Dežman že napovedal, bi jaz glede tega lahko rekel en stavek. Zgodovina je živ organizem. Zakaj? Zato, ker z novimi odkritji, novimi dejstvi se rahlo spreminja. Torej, stvari, ki so nas jih učili, ki so bili določene dogme, izgubljajo na svoji moči. Torej, nova dognanja rahlo spremenijo določena dejstva. Kar se tiče samega dogajanja v Ljubljanski pokrajini in začetka druge svetovne vojne na tem področju, moramo dobro razumeti nastanek komunistične partije oziroma njen razvoj iz Sovjetske zveze, kako je to prehajalo po Evropi. Vemo, da po koncu prve svetovne vojne je bil ta razmah komunistične ideologije zelo močan in je tudi prihajal v naše kraje. Ta njihova želja priti na oblast je bila že v začetku ustanovitve kraljevine Jugoslavije zelo močna. In to željo in hotenje so gojili ves čas kraljevine Jugoslavije in čakali primernega trenutka, da se bojo dokopali do oblasti. In to je osnova tudi te državljanske vojne v Sloveniji. Kako so oni to počeli? Pretkano, premišljeno, načrtovano, uporabili so vse svoja znanja iz Rusije, da so potem nekako počasi prišli v vse pore življenja za časa kraljevine Jugoslavije, v vse ustanove. Povsod so se nekako infiltrirali in poskušali potem kasneje prevzeti to svojo oblast. Delali so na svoji ideologiji. Ob napadu sil na kraljevino Jugoslavijo vemo, da komunistov ni bilo v obrambi, ampak so čakali. Zakaj so čakali? Ker ukaz iz Moskve ni dovoljeval odpora. Seveda so se okupatorju uprli najprej kraljeva jugoslovanska vojska, vsekakor neuspešno in je bil razpad zelo hiter. Kasneje pa so se organizirale legije v Ljubljanski pokrajini, kar pomeni, da so ilegalno začeli delovati na odporu proti okupatorju. Problem tega je bil pa ta, da so komunisti v njih videli največjega sovražnika do njihove poti do oblasti. In kaj se je zgodilo? Začeli so počasi pobijati vodilne člane, naprimer Sokolske legije, Narodne legije. Lahko pa tudi omenim, da prva ilegalna odporniška skupina Slovenska legija je bila ustanovljena pred Osvobodilno fronto. Torej, oni so imeli ta značaj odpora proti okupatorju. Šele kasneje, ko je Hitler napadel Rusijo, so dobili komunisti povelje iz Moskve: pomagajte materi Rusiji. Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče. To je bil Aleš Nose, zdaj pa še Monika Kokalj-Kočevar o okupatorskem nasilju nad Slovenci. Že prej sem se nekako vrnila nazaj v času, tudi tokrat se moram malce vrniti, pa 10 let nazaj,
ko sem s kolegom Markom Štepcem, pa tudi s kolegico Ireno Ušičevo smo delali en velik projekt Pot domov. In takrat smo se pravzaprav že dotikali vprašanj, ki smo jih tudi v današnji izdaji pa nekako še naprej dodelali. Se pravi, kako so se vračali ljudje iz različnih formacij, različnih taborišč, različnih krajev in pa pravzaprav, kaj se je z njimi po vojni dogajalo v domovini in kje smo danes, v današnjem času, kakšen status imajo oziroma ali smo pravzaprav naredili kaj za njihov spomin oziroma koliko so lahko sama društva, različna društva prispevala k temu. Jaz sem v tem delu prispevka se ukvarjam z okupatorjem nasiljem, govorim v različnih skupinah od izgnancev, zapornikov, taboriščnikov, zopet navajam seveda nekaj številk, skupnih številk, aretiranih, deportiranih, izgnanih, pa vendarle se potem v vsakem delu prispevka le vrnem na čas po vojni, kakšne so bile razmere za posamezne skupine in kje so se nekje za dalj časa izgubili, tako na primer, če govorimo o taboriščnikih, dahovskih procesih in pa v dolgem molku o samih taboriščnikih v taboriščih, tudi o izgnancih, njihovi poti, predvsem poti teh, ki so bili izgnani v Nemčijo in vse, kar jim je bilo očitano, in zopet seveda znotraj tudi, kdaj so pa pravzaprav nekako, če govorim o izgnancih, se uspeli organizirati kot društvo, se pravi tudi šele v Republiki Sloveniji. Tudi sama organizacija društev izgnancev in pa seveda njihove glavne naloge, se pravi postavljanje različnih spomenikov, spominskih obeležij, če govorim za izgnance, povezovanje tudi z tujino, postavljanje obeležij v tujini, se pravi pretežno v Nemčiji, tudi glavne naloge teh društev, popisovanje, poimenski seznami, do taboriščnikov, tudi ugotavljanje različnih števil taboriščnikov, to še delamo v različnih raziskavah, tako recimo Auschwitza, Dachauer, in pa seveda tudi nenazadnje se ukvarjamo z osebnimi zgodbami taboriščnikov, izgnancev, zapornikov. Moram reči, da v muzeju imamo že od leta 2004 zbirko ustnih virov in en izmed prvih pričevanj, ki smo jih posneli, so bile ravno zgodbe taboriščnikov. Seveda se nam potem pa zdaj v zadnji fazi, ko govorimo o spominjanju, se seveda obrnemo tudi na spomenike. Koliko imamo recimo spomenikov posvečenih taboriščnikov v Sloveniji, koliko lahko o tem govorimo, in moram povedati, da so me pred kratkim postavili kar pred eno tako zadrego. V Mauthausen Memorialu želijo, da ob slovenskem spomeniku postavimo začasno tudi pano, na katerem da bi bila predstavljena različna spominska obeležja ljudem, ki so bili zaprti iz Slovenije v Mauthausenu. In pri tem delu pa sem pravzaprav naletela na več težav, saj je tega zelo malo. Tako da pravzaprav tistih osrednjih spominskih obeležij pravzaprav takih ni, ne. Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Moja zgodba. Tako, to je bila doktorica Monika Kokalj-Kočevar. Ampak doktor Jože Dežman, to niso vsi prispevki oziroma na predstavitvi niso bili vsi avtorji, koga bova še izpostavila? No, jaz bi najprej poudaril doktorja Tomaža Kladnika, ki v svojem prispevku o vojaškem delovanju le
poskuša na kratko povzeti značilnosti, logike, po kateri so se vojevale vse vpletene strani. Potem je Sašo Radovanjević vstopa v slovenski prostor podobno kot Aleš Noses za svojo eno posebno pobudo, ki nam pa odkriva mogoče najbolj tudi zamolčano vojaško delovanje, se pravi zavezniška bombardiranja Slovenije 44-45, ki so pravzaprav najbolj resen del vojnih postopkov, ki dejansko vplivajo na to usodo te fronte, ki poteka preko Slovenije. Dr. Mateja Čoh-Kladnik nam odkriva neslutena razmerja tega povojnega nasilja. Gre naprimer za, jaz bi rekel, če v nekaj mesecih vojaška sodišča 7,000 ljudi obravnavajo, 1000 ljudi, potem redna sodišča, če jih je nekaj 100 do leta 50 obsojenih na smrt. To nam kaže tisto nesluteno nasilje tega trdega titoističnega stalinizma, kjer je dejansko, mogoče bi ga res to anekdoto, ki mi je en Blejc je rekel, ja, takrat, če nisi bil zaprt, smisel, da nisi normalen. Ne? Ampak samo to, kako je potrebno v povojne čase vstopati. Sam sem pa v enem takem nakazilu, ki sem dolga pot s temne strani meseca nakazal te žrtvovanske teme, nakazal obrambo tega, zlasti tega tabuja o prikritih moriščih in grobiščih, vsega nasilja skratka nakazal, tudi nekaj ukrepov tranzicijske pravičnosti, tudi logiko sistema ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil, tudi z tem sistemom družbeno-politične primernosti oziroma neprimernosti in pa z vso to agonijo, s katero je potrebno se ukvarjati, da bomo ozdraveli. Revijo pa zaključuje dr. Miran Komac, se pravi totalitarni režim in medetično obračunavanje. Njegov časovni obseg je od 1920 do 1955 in lepše, kot je on prikazal te razmere, jih pravzaprav ne moreš, ker govori o fašističnem, nacističnem etnocidu, potem zatiranje slovenske manjšine in eksodus, etnocidne politike slovenskih oblasti do manjšin. In skratka, to vse kaže, kako je v teh desetletjih 20. stoletja slovensko prebivalstvo živelo v neprestanem pravzaprav in preganjanju in hujskanju. Tako da jaz si upam to številko braniti kot lepo izhodišče za nadaljevanje spravnega dialoga v tem spominskem letu. Tako tematska revija Slo, časi, kraji, ljudje, založbe Družina pod naslovom Slovenija in totalitarni časi, ki je posvečena 80-letnici konca druge svetovne vojne, komunističnega prevzema oblasti in pa povojnih pobojev, čaka na svoje bralce. Dr. Jože Dežman, midva bova najin pogovor zaključila seveda s povabilom k branju. Ko ste pripravljali to revijo, ste se seveda na eni strani zavedali te obletnice, 80 let je vendarle že en čas, ko je druge svetovne vojne konec, ampak koliko imamo še teh nezaključenih poglavij naše zgodovine, da je recimo obletnica tako zelo aktualna danes, recimo priča tudi ta revija. Koga vabite k branju? Komu bo ta revija lahko povedala spet nekaj novega? Jaz verjamem, da vsak bralec, če tudi samo preleti revijo, bo imel dovolj priložnosti, da se vpraša, ali to že vem. Nadaljevanje tega bo pa lahko pogleda potem okrog sebe in bo ugotovil, da je dobro o teh vprašanjih kaj vedeti, ker sicer se bomo neprestano zapletali v te predsodke, v to čustveno zadrtost, ki nam je očitno vsajena že skoraj v gene. Kot urednik sem zelo zadovoljen, da so avtorji skušali pisati razumljivo in povzemati temeljna spoznanja in verjamem, da je ta revija tudi spodbuda, da bodo bralci zmogli razumeti, o čem poskušamo se pogovarjati. Poskušamo se pogovarjati o tem, da marsičesa ne vemo. Skratka, eno kritično radovednost, ki jo ta dosežena spoznanja
omogočajo, nam bo vzpodbuda za to, da se bolj aktivno opredeljujemo do tega, kar se bo dogajalo v javnem prostoru v teh prihajajočih mesecih. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k branju. Vam, dr. Jože Dežman, pa hvala lepa za obisk v našem studiu, za vaše delo pri tematski reviji Slovenski zgodovinski magazin Sločasi, kraji, ljudje, ki je pod naslovom Slovenija in totalitarni časi zdaj na voljo za branje. Vse dobro želim in lahko noč. Tudi vam srečno. Moja zgodba.